Krt se je oglasil v oddaji Radioaktivno. Andrej, zdravo. Bog, živijo, pozdrav. Pri nas si že bil kot El Kačon, si še vedno Kačon? Seveda sem še vedno, ja. Tako da tam vse štima. Delujemo naprej. Kako to, pa da si se podal tudi v podzemlje in začel vrtati podzemne rove kot Krt? Nekako naravna pot je bila to, veš kako je. Neke ideje so nastajale v moji glavi, neki glasbeni osnutki, ki so se mi zdeli malo bolj osebni, mogoče, da bi jih predstavil v kromatični zasedbi, pa mogoče tudi malo žanrsko drugačni. Obenem je pa Igor Ilić, direktor založbe Inja Music, glasbene hiše, skupaj z Anjo Pavlin, malo nagovoril, da kaj če bi posnel kakšno skladbo pod njihovim okriljem, mogoče album, da vidi, da imam še nekaj za povedati, da pač rabim neko podporo s te strani. Nekaj mesecev nazaj si postregel s prvo solo skladbo Thriller 7? Ja, tako je, ja. Mislim celo lanski oktober, ja. To je bil kar moj solo prvenec, kot skladba, z malo bolj krvavo oziroma erotičnim nabojem. Zdaj, sprav Človek spomina, naslednja skladba, ki je bila izdana pred parimi dnevi v paketu z videospotom, je pa bolj družbeno kritična oziroma v pogled v našo preteklost in slab spomin, ki nam včasih zagode, da se nam potem tudi prihodnost včasih malo zatika. Počasi izgubljamo razum. Ja, bi se strinjal, ja. Toliko smo bombardirani z vseh strani in črpamo vase in različne informacije, dezinformacije. Težko se človek ustavi in ostane tudi neki ravnodušen do nekih stvari, ampak treba je pač verjetno delati za dobro sebe in ljudi okoli sebe, s katerimi živiš. Je dovolj dvigniti glas? Ja, verjetno nisem glas dovolj. Je tu precej dela, ki nas čaka kot ljudi, so človeka, in pustiti neke stvari, stare zamere za sabo, in verjetno nas čaka težek boj, ampak brez borbe ni nič. Da ne bomo vsi potlačeni in kje v zemlji, kot Krte. Ja, kot Krti. Krt je kratek glas razuma, ki prihaja izpod zemlje. Pesmi Človek spomina si dodal tudi videospot? Ja, tako je. Spot je nasnov spontano dejansko na snemanju, iz parih kadrov, niti nismo računali, da bo to videospot, ampak celo Igor Ilić, producent, je posnel to s svojim telefonom, na to je pa to mojstrsko prevzel Maj Valerij in je naredil iz tega zgodbo. Super, super je, se mi zdi, izpadel na ta tekst. Če sem te prej prav razumel, ne boš ostal samo pri teh dveh singlih? Ne, plan je celoten album, oziroma gremo počasi, korak po koraku. Ne mundi se mi, se to delam zato, da ostanem kreativen in pač držim se neko ogledalo tako po družbi, ampak to mora ven iz mene in mudi se mi po obenem. Ampak če se ideje sveže, jih zapakiramo, ker pač glasba mora med ljudi. Bo pa med ljudi sedaj prišla tudi tvoja aktualna, zato beseda je tvoja, da jo pošleš v eter. Človek spomina, prisluhnite, Krt. Ko vstaneš in dvigneš glavo, mogoče nisi prvi, ki vzklije. Zraste z bledega mejnika, človeka vrednega spomina. Če vstaneš, dvigni glas, čez ta hrup divjega krika, človeka vrednega dotika. Človek človeku več roke ne umika. In ves ta čas, ki nam ostane, reže na koščke nove omame. In ves ta čas, ki nam ostane, zlovešče sika v preteklih se umika. Zato vstani in dvigni glas, glas razuma brez lažne morale. Bose noge vse potlačijo, krvave roke v zemljo dajejo. Če vstaneš, dvigni glas, čez ta hrup divjega krika, človeka vrednega dotika. Človek človeku več roke ne umika. In ves ta čas, ki nam ostane, reže na koščke nove omame. In ves ta čas, ki nam ostane, zlovešče sika v zgodovino se umika. Zato vstani in dvigni glas, glas razuma
vstaneš in dvigneš glavo, mogoče nisi prvi, ki vzklije. Zraste z bledega mejnika, človeka vrednega spomina. Zato vstani in dvigni glas, glas razuma brez lažne morale. Bose noge vse poplačijo, krvave roke v zemljo dajejo. Bose noge vse poplačijo, krvave roke v zemljo dajejo. Žuljave roke lačne hranijo, krvave roke v zemljo dajejo.